Živijo tukaj Valentin, nahajam se na Gorenjskem, na Šopcu, blizu mojega domačega kraja. In danes bom govoril o ščitanju lastnih omejitev. So ljudje, ki imajo težave z sabo, z odnosi, z čustvi, le kdo jih nima. In potem, ko ti ljudje vidijo kakšno objavo, ki je konstruktivna, ki je podporna, ki ima namen pomagati, izboljšati življenje ljudi, ali pa če se take ljudi osebno nagovori, glede na to, da opisujejo svoje težave in življenjske izzive in se jim hoče pomagati. Nekateri od takih ljudi bodo reagirali na tak način, da bodo še naprej zagovarjali svoj lasten dosedanji pogled, za katerega se je več kot očitno izkazalo, da ni podporen za njihovo življenje. Torej, da si za določenimi miselnimi in vedenjskimi vzorci škodujejo. Toda taki ljudje ne sprejmejo nekega predloga, nekega nasveta kot neko dobrodošlo idejo, s katero bi lahko prišli do določenega zavedanja in se spremenili, temveč se še naprej oklepajo starih vedenjskih vzorcev in začnejo zagovarjati, zakaj so taki, kot so. V glavnem gre v takih primerih za zasvojenost z določenimi čustvenimi energijami, kajti tudi z negativnimi občutki, z slabimi občutki se je možno enako zasvojiti kot z pozitivnimi, dobrimi občutki oziroma čustvi. Nekateri ljudje so si prevzeli strategijo, da tarnajo, da jamrajo, da kritizirajo, ker si s tem generirajo določene občutke. Ni jim mar za druge ljudi, za skupno dobro, temveč so jim mar samo lastni občutki, torej kako se oni sami počutijo, kako oni doživljajo svoje lastno življenje. Je torej oblika egoizma, ki se kaže skozi ščitanje lastnih omejitev. Taki ljudje bodo rajši živeli skromno življenje, v pomanjkanju, v bolečinah, v težavah, samo zato, da bodo lahko še naprej tarnali, jamrali in na ta način pridobivali pozornost. Zelo veliko truda je potrebno, da se premaga lastne omejitve, ampak slej ko prej bo vsak to spoznal, če ne pa v trenutku smrti, da za takšnim obnašanjem dolgoročno ne koristiš niti sebi, še manj pa komur drugemu. Čustva so energija, ki so mamljiva, ki človeka zasvajajo, mu dajejo določen impuls, določeno izkustvo, ampak to izkustvo gre na račun zdravja fizičnega telesa. Ker dalj časa, ko ohranjaš take škodljive miselne in vedenjske vzorce, dalj časa, ko posameznik dopušča negativne ali pozitivne čustvene reakcije, bolj se te energije kažejo
kot krhanje zdravja fizičnega telesa. Kajti vsaka energija za svoj obstoj, za svoj proizvod posrka življenjsko silo iz fizičnega telesa. Energije namreč proizvaja oziroma umsko-zavestni sistem, ki je simbiotski, parazitski, energetski sistem. Priporočljivo je torej, da se uskladimo z svojim fizičnim telesom, da se osvobodimo energij, da smo notranje energetsko stabilni in na ta način bomo poskrbeli najboljše za svoje fizično zdravje, za medsebojne odnose in posledično se bodo na splošno razmere na svetu izboljšale. Kako to doseči? Za ta namen imamo pripravljen izjemno koristen spletni tečaj, uvodni brezplačni spletni tečaj DIP Lite. Povezave do njega pa najdete v opisu tega videoposnetka. Zato vas vabim, da se vpišete na ta tečaj, da spoznate delovanje uma, zahrbtnost in škodljivost čustvenih reakcij in da naredimo ta svet najboljši za vse. Hvala za posluh in nasvidenje.